Gospe in gospodje, na prizorišče prihajata predsednik Republike Slovenije Borut Pahor in ministrica za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije dr. Simona Kustec. Spoštovani, prisrčno pozdravljeni na sprejemu za olimpijsko reprezentanco Slovenije ob zaključku poletnih olimpijskih iger Tokio 2020. Slovenija je bila na letošnjih igrah najbolj uspešna doslej, saj je prvič osvojila 3 zlate medalje. Prejeli so jih Primož Roglič, Benjamin Savšek in Janja Garnbret. Srebrna je bila Tina Trstenjak, bronasti pa Tadej Pogačar. Iskrene čestitke tudi slovenski košarkarski reprezentanci, ki je ob 30. obletnici samostojne države dosegla zgodovinsko uvrstitev na olimpijske igre in se nato uvrstili med najboljša 4 moštva na svetu. Čestitke vsem športnikom, članom olimpijske reprezentance Slovenije, ki so v Tokiu dosegli odlične rezultate. Besedi vabim dr. Simono Kustec, ministrico za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije. Spoštovane športnice, športniki, spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani predsednik Olimpijskega komiteja, spoštovano ostalo visoko današnje spoštovani gostje. Danes je en tak dan, ki so ga v enem super filmu nekoč športniki imenovali dan Počutim se zelo olimpijsko. In to je dan, ki ga govorim sedaj iz sebe, za mene. In verjamem, da za vse vaše navijače, za vse vaše sopotnike in sopotnice, ki vas že tudi, kot vemo, pričakujejo danes v Ljubljani in ki so vas pričakovali in za vas navijali ves čas olimpijskih iger, pa ne samo takrat. Predvsem takrat, ko ste se šele kalili. In to je dan, ne danes, že bil je v Tokiu in verjemite mi, že mnogo prej in še bo, dan plačila za vsa odrekanja, za vsa razumevanja, za vse tiste slabe trenutke, predvsem za to. Samo vi veste, kako zahtevni so bili. Tako kot vsak od nas ve, kako nosi svoj križ skozi lastno življenje. In z uspehi, ki ste jih dosegli v tako zahtevnih okoliščinah, ste pokazali vsem nam, da se da, da se zmore in da se je vredno boriti. In da smo lahko potem ponosni nase in drugi ponosni na nas. In neprecenljiva zahvala vam gre zaradi in tudi zaradi tega sporočila, ki ga dajete v teh težkih trenutkih celotni družbi in ljudem. Še večja zahvala, vsekakor za vas osebno, pa je zahvala in čestitke za dosežke. Za dosežek, ki je bil, verjamem, da češnja na torti vsega, kar ste dosegli in kar še boste dosegli. In tako kot je rekla Janja v enem od intervjujev, zanesljivo boste našli cilje za naprej. In to je spet eno sporočilo, ki ga krvavo potrebujemo kot družba danes. In res, jaz verjamem, da se sploh ne zavedate, kako veliko zdajle delate za celotno družbo, zato da ostanemo močni, da se znamo boriti in da najdemo vizijo za naprej.
da se znamo tudi spoštovati, da se znamo prisluhniti, si pomagati takrat, ko je najtežje, da znamo biti do sebe in do drugih spoštljivi, mirni in da na ta način z roko v roki iščemo pot naprej. Če bomo tako nadaljevali, bomo zmagali, verjemite mi, epidemijo in vse ostalo. In bomo potem na koncu lahko si upravičeno dali čez vrate to, kar nosite vi s seboj danes. In v tej luči seveda moram povedati tudi nekaj v imenu države. In tudi želim povedati. Pristojno ministrstvo, vlada, z pomočjo, zelo pomembno pomočjo tudi parlamenta, z vedno jasnim apelom, ki ga v ozadju daje tudi naš predsednik republike. Mi resno in ves čas stabilno in kontinuirano skrbimo za razvoj športa in mu dajemo podporo. Ne samo finančno, tudi programsko. Tukaj ne govorim samo in zgolj o vrhunskem športu, pa o pripravah na ravni vrhunskega športa. Tudi do vrhunskega športa vi sami veste, da je treba priti do te točke. Mi dajemo podporo od športa otrok dalje. In dajemo potem, ko se razvijate v športnike, v prvi vrsti, zelo pomembne podpore, od štipendij do različnih oblik zavarovanj. Dajemo podpore v obliki programov, projektov dvojne kariere, tudi to je izjemno pomembno, da vi pridobivate izobrazbo, da po koncu kariere lahko greste nekam na spodobno mesto delovno. Vse to je nekaj, kar počnemo, je naša odgovornost in je naša pomoč in odraz spoštovanja do vas. Je nekaj, kar sedaj prav v tem času izjemno podpiramo. To je izgradnja novih športnih objektov po celotni državi za vse, zato da bodo tisti najmanjši imeli možnost, da grejo in sprobajo, ali so za šport ali niso in na kakšen način. In temu posvečamo tisto temeljno pozornost in jo bomo še naprej. V tednu, ki ga bomo kot tudi predsedujoča država članica Evropske unije slavili kot tednu športa, to je od 20. septembra v tistem tednu, vključno z seveda 23. septembrom, slovenskim dnevom, praznikom športa, bomo tudi kot vlada nanizali niz dodatnih ukrepov in pa pomoči za še več športa v tej državi. To je nekaj, kar vam danes tudi v imenu predsednika vlade prenašam, poleg njegovih čestitk in zahvale za vse, kar ste naredili, tudi to informacijo. Delamo, ste pomembna skupina v naši družbi in računamo na vas in vi morate in upravičeno lahko računate na nas. In za sam konec, še enkrat samo globok poklon, spoštovanje na tem, kar ste naredili, širite svoj duh, svoj pogum, svoje zmage naprej do družbe, do vseh, ker to močno potrebujemo. Hvala vam, ambasadorji športa. Hvala, doktorica Kustec. Na govor vabim predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. Spoštovani predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, vaše sodelavke in sodelavci, spoštovane športnice in športniki. Redkim ljudem, zelo redkim ljudem je dano, da v enem trenutku njihovega življenja navdahnejo ljudi, povežejo skupnost in dajo svojim otrokom in otrokom drugih sanje in razumejo njihovo domišljijo o njihovi prihodnosti. Vi ste ti redki in poklicani izjemni posamezniki in posameznice, ki jim je bila v tem smislu naložena in ta priložnost in ta naloga. In opravili ste jo z odliko. Ne gre samo za šport, ne gre samo za šport. Gre za veliko več. Gre za veliko več. Vsi ljudje, ki
so navijali ob vaših športnih podvigih, niso mislili samo na rezultate. Z vami smo bili tudi takrat, ko vam ni uspelo, ker je to sestavni del našega življenja, da so zmage in porazi, da so vzponi in padci. In v tisti minuti, zadnji minuti košarkarske tekme med Slovenijo in Francijo je bilo vse to. Kar šport prinaša lepega, tudi otožnega, ampak sporočilno močnega. Da se šampioni se znova po porazu povzpnejo. In vi ste lahko prišli do olimpijskih sanj samo zato, ker ste razumeli vlogo poraza in ga premagali. In tudi sami sebe. V tem smislu hočem reči, da seveda mi spoštujemo vaše športne dosežke, ampak še bolj sporočilo, ki jih ti prinašajo. V teh časih, ko nas ta virus deli, nas vi povezujete. Povezujete nas pa zato, ker nosi vaše poslanstvo neko plemenitost, ki je nekaj posebnega. Neke plemenite značajske vrednote, ki jih tako pogrešamo. Nenazadnje je tudi to, da se borite za druge. Saj ste, seveda, športnice in športniki najprej najbolj seveda se trudite zase. To je popolnoma razumljivo, legitimno. Ampak na olimpijskih igrah ste pod slovensko zastavo in slovenskim grbom. In ko zmagate, zaigra Zdravljica. In takrat Slovenke in Slovenci, državljanke in državljani imajo mnogi solze. Globoko čustvujejo. Dva sprta soseda se držita za roko. Ljudje smo skupaj. Takrat ste veliko več kot športnice in športniki. Tako da tukaj sem zato, da vam lahko kot predsednik republike, kolikor mi položaj to omogoča, v imenu vseh naših ljudi izrečem čestitke in globoko hvaležnost. Globoko hvaležnost za vse to, kar ste naredili, zato da ste prišli na olimpijske igre, zato, kar ste dosegli na olimpijskih igrah, zato, kar ste nam dali z vašimi rezultati, tudi tistimi, ki so bili pod pričakovanji. Vam, osebju, ki je skrbelo za vas, vašim družinam, tistim, ki jih imate radi, tistim, ki vas tolažijo v trenutkih, ki so v športu pogosti, ampak nujni in jih premagate. Vsem tem bi se rad kot predsednik republike v imenu vseh naših ljudi zahvalil in vam seveda najprej najbolj. Sprejmite prosim te čestitke zelo iskreno. Na koncu bom prosil gospoda Savška, če je tako prijazen, prej sem ga opozoril na to, če stopi bližje. Savšek, čestitke seveda. To je zastava slavnih, ko ljudje obiščejo predsedniško palačo in v času mojega mandata jih je obiskalo 25.000. Se najbolj in največ časa zadržijo pred zastavo slavnih. In zdaj bo na njej tudi vaš podpis. Izvolite. Gospa Garnbret in gospa Trstenjakova pa ste že podpisani. Hvala lepa. Hvala lepa. Kar tako naprej, prosim. Hvala, gospod predsednik. Trobilni manjša zasedba policijskega orkestra nam bo sedaj zaigrala skladbo Zelena dežela skupine Viktorji. Izvolite.
Hvala. Besedi vabim vodjo olimpijske reprezentance Slovenije, gospoda Miroslava Cerarja. Lep pozdrav, spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovana ministrica, spoštovani vsi prisotni. Dana mi je izjemna priložnost, da stojim tu pred vami iz oči v oči, pred športniki, katerih vseh nisem mogel objeti skupaj s svojimi sodelavci na prizorišču v Tokiu. Namreč čudovita predstava naših športnikov z čudovitimi uspehi, rad bi pa poudaril, da ne smemo zanemariti in pozabiti na vsa tista mesta, ki so izpod zmagovalnega odra. To ste del naše športne olimpijske elite, ne glede na rezultate, ker ste se morali priboriti svoje mesto skozi številne kvalifikacije. Jaz vam še enkrat iskreno čestitam za vaš trud, za prizadevnost in pa seveda za uspehe. Olimpijade so dogodki presenečenja, razočaranja, veselja in tudi solz. Pa vendarle so to izjemni dogodki. In imel sem to priložnost in se ob tej priložnosti tudi zahvaljujem našemu vodstvu, olimpijskemu komiteju, da mi je dodelilo to veliko čast, da sem se ponovno vrnil v svoj znani olimpijski kraj. Rad bi povedal, da smo izjemno sinhrono in skladno sodelovali med seboj in pozdravil bi in čestitil vsem ostalim članom našega vodstva, ki so doprinesli k temu, da je naše delovanje, naše delegacije lepo delovalo tako, kot smo si želeli. Res, da če bi bile olimpijske igre lani, potem bi seveda imeli neprimerno več stikov, srečanj in seveda tudi več rezultatov, tako na športnem področju, kot seveda tudi na poslovnem. Bile so predvidene marsikatere akcije, pa je vse zaradi tega nesrečnega covida odpadlo. Ob tej priložnosti bi se rad resnično še enkrat zahvalil, da sem bil na čelu tako elitne enote, kot je naša športna, tako rečem, četa, uspešna na tako elitnem tekmovanju, kot so olimpijske igre. To je nepozaben dogodek za vsakega športnika in mislim, da je prav, da ste nas počastili z današnjim sprejemom. Hvala lepa vsem in vseeno čestitke vsem, ki jim nisem mogel seči v roke. Hvala, gospod Cerar. V imenu športnic in športnikov bo spregovorila zlata olimpika v športnem plezanju Janja Garnbret, prva olimpijska prvakinja v zgodovini športnega plezanja. Prosim. Spoštovani gospod predsednik, v imenu vseh športnic in športnikov se vam iskreno zahvaljujem za vašo podporo. Vemo, da ste naš največji navijač in veliko veselje nam je, da vas lahko razveseljujemo ob takih uspehih, kot smo jih imeli na olimpijskih igrah, in veliko čast nam je bilo zastopati našo državo. V imenu vseh bi se pa tudi rada zahvalila vsem, ki so nam sploh omogočili tekmovati, torej našim delodajalcem, OKS-u in naši državi. Najlepša hvala. Bi pa povabila gospod ministrico in gospoda predsednika malo bližje, da imamo malo manjše darilo.